To pa je, se smo težko predstavljali, ampak ja, če smo. NFT. NFT, aha, to bi. Ja, to po mojem morva, no? Mogoče bo eni preskočili do sem. Kaj bi o Ethereum govorili, NFT je tako ena zgodba. Mislim, tako, prva stvar, tako ljudje, ki mogoče Ethereum ni toliko domača, ne, ampak vejo pa en kupenih stvari v kriptu, vejo nekaj od teh DeFi-ov, nekaj so že slišali, NFT so slišali, ICO so slišali. DAO, ICO. Ja, vse to je malo domače, ne, in tukaj se vidi pač, to se vse zgodilo zares na Ethereumu, ne, in ok, ja bo rekel, da so bili tudi na Bitcoinu, NFT in baje so bile neke podobne zadeve, ampak to razsežnost pa zdaj dobiva z vse z Ethereumom, ne, to res ta platforma je močna. NFT je nekaj, kar je že na Ethereumu, kdaj že 2017 se spomnim, da so bili tisti mački, CryptoKitties, pa vse skupaj je bil nek joke. Kaj so bili CryptoKitties? To je bil v bistvu nek maček, spet po nekem algoritmu je bilo neko omejeno število teh mačkov z nekimi zakonitostmi, kako ta maček zgleda. Zadaj mora biti neka random funkcija, zato da je res rare. In potem se jih ljudje preprodajali. Mislim, tako kot je mogoče, je pač nekaj takega. Sam zares unikatne, ne? Ja, to je pa največja razlika, ne? Zakaj je NFT zanimiv, kaj je unikaten. Zdaj, najboljši primer je dati, ko smo zbirali kartice, ne vem, NBA ali fuzbal ali karkoli, to je identično temu, sam v tem digitalnem svetu, ne, praktično. Ti dobiš tudi eno slikco, sicer to slikco se da prekopirati, to je pač nek JPEG file, ki ima, ne vem, 150 pikslov, a ne, ni unikatna v smislu, da ti to pogledaš, ampak unikatna, da lahko rečeš, ta JPEG file je asociiran z nekim hashom na blockchainu, oziroma s tvojim private keyom in lahko rečeš, to je moj in to je preverljivo, da je pol tvoja, ne. Se pravi, digitalna stvar zares tvoja, ne, ker do zdaj tega ni bilo, oziroma je bilo z Bitcoinom, ampak so med sabo Bitcoini identični. Tako, to je največja razlika NFT-jev, da je vsake drugačno druga, en Bitcoin je pa enak enemu Bitcoinu, če isto stvar lahko narediš. Sicer ni čisto, tudi Bitcoin ima neko zgodovino, lahko bi nek umazan Bitcoin kupil, ampak pri NFT-jih je dejansko tako, da je vsak unikaten. Ja, in v bistvu ne vem, da je to začelo narediti, kakšne pol leta nazaj. Ja, po moje Beeple, ki je prodal, to je bilo vrhunc, oziroma začetek tega res manije. Na vseh headlinih je bilo takrat, ampak še prej jaz vem, da ta NBA, ki je na svojem blockchainu, je tudi bil že zelo na hype, so bili tudi že, ne vem, imaš ne vem, LeBron James, ki zabija in se je prodajal. Videoposnetek. Ja, videoposnetek in je bil spet na blockchainu, sicer ne na Ethereumu, to je bil na nekom svojemu narejen. In se to prodajali, ja, ne vem, po $100,000 ali še več. In včasih je tudi tako, pač kaj namen, mislim, zakaj bi to kupil, en del je tudi tega, ko bi rekel, vse tako je zares tudi pri umetninah, kaj po slovensko Američani rečejo flex, da se pohvali, v bistvu, show off. En del je sam to in jaz tudi vidim, pač dejansko to kupujejo ljudje, da lahko reče, evo, to imam. Saj tako ima ljudje umetnine tudi na nek ta način, kupijo. En del je pa dejansko s to povezan s tem, da je to nekaj, kar je redko, pa bo imelo dolgoročno neko vrednost. Najbolj znani so v bistvu CryptoPunksi. To je bilo v bistvu še pred tem Beeplom. To je spet, ne vem, 100 pikslov, neka slikca, zajbancija zares, neki taki možički. Tako, ja. Spet neko omejeno število, po nekem algoritmu so se releasali in potem, ne vem, aj tako pri Tamagočih tudi ali pri teh zadevah, da imaš, ne vem, samo 5 teh fac ima brke, recimo, in pa imaš tega z brki in je full rare in je ureden. Ampak to je tako ureden, to je ureden milijon in več. Ljudje dejansko potok to kupujejo. Spet, ja, zakaj? Ne vem, eni so imeli tako, poskušali imeti neke racionalne razlage, to je pa ta prvi, te CryptoPunksi, to je pa ta prvi NFT, ki je bil na Ethereumu in da je to za ta digitalen svet, je tako kot ta prva umetnina v realnem svetu. Tako so se oni racionalno poskušali razložiti. Zdaj, jaz nisem v tem kampu, ampak glej, pač imagination. Ja, s tem Beeplom je bil pa v bistvu največji hype, ki je pa v bistvu en Indijec, ki se je potem razkril za 69 milijonov kupil
to sliko, ki je še neka znana ta hiša v bistvu prodala. In ta slika v bistvu spet, zakaj je izjemna, ker je to nek umetnik, ki mislim, da je zadnjih 15 ali 20 let, ne vem koliko časa, je vsak dan eno sliko objavil na internetu. In to ima tako za ta digitalen svet ima neko, je močno, vsak dan je objavil. To je bila zbirka vseh slik, teh tako, dnevov. Ne? Ja. Ne vem koliko je, mislim, da jih mora biti več kot 1000. Ja. Ne vem koliko. Ja, mislim, da je 15 let. No in je Indic to kupil dejansko za 69 milijonov v etru, pa na etru je to. In potem se je tudi ta človek razkril in se ga vprašali, zakaj je to naredil. In potem je povedal v bistvu svojo zgodbo, da je on enkaj začel s $5,000, ne vem kdaj, že leta 2014 na etru in zaslužil ogromen, ne vem, zgleda je res bil zelo uspešen, ker ne vem, kako je lahko naredil s $5,000 to, ampak tako je rekel. In se mu zdel fair, da nekaj tudi vrne nazaj v to skupnost ali pa v bistvu hkrati je tudi naredil si neko marketing kampanjo, ker je on tudi s tem se ukvarjal. In ne, polno zgodbe zadaj, zakaj je to naredil. Ampak je bilo noro, tako nadpričakovanje, noben mi ni bilo jasen, kaj se dogaja. Ja, ti si pa rekel, da si malo bolj tako niti ne skeptičen, ampak ne vidiš toliko pointa v tem. Ne, vidim point za neke take zadeve, ki je tako dolgoročno, da je nekaj res redko, pa ima neko zgodbo zadaj. V digitalnem svetu pomeni, da ima zgodbo zadaj, da je nek mim, vse se vrti okoli nekih mimov. Kakšne stvari bojo, po moje, dejansko, težko mi to reči, ampak tako je neka Mona Lisa, lahko da v digitalnem svetu nekaj podobnega, ampak z nekim drugačnim atributi. Lahko se ti nekaj zgodi, možno je. Ampak načeloma to, kar se pa zdaj dogaja, se pa ne zdi smiselno, ker smiselno bi bilo, če bi ti kupil recimo NFT od nekega glasbenika, da ti to nosi tudi pravice do nekega recimo cashflowa. To se pravi, ti bi kupil njegov NFT od nekega albuma in to pomeni, da vsakič, ko bi ta album se nekje prodal ali karkoli, imaš ti, poleg tega, da si tisti prvi holder ali tisti, ki si lastiš, to imaš tudi vse cashflow tega. Taka aplikacija se mi zdi bolj zanimiva in to bo prišlo, po mojem, o tem se dosti govori. To, kar se pa zdaj govori, pa ja, večina, ki se jaz pogovarjam s temi ljudmi, zakaj to ljudje kupujejo, rečejo, ja, pač malo je joke, malo je to show off, malo je pa pač sam tradanje, Sej pač nekaj, ki misliš, da bo nahajpan, pa tudi, če si kupil za nekaj velik denarja, lahko došlo še gora, tako da pač gambling je tudi velik del tega. Ja, res je. Ja, jaz imam tudi podobna mnenja kot ti, dejansko je toliko zgodbi in smo v neki fazi manije, Ja. Ampak vsem, če je nekdo pripravljen bil plačati 69 milijonov za to sliko, pa čez 15 let bo ta slika še bolj, se bo vedel, da je bila za to prodana, pa prva, ki je ustvarila tak hype, tako da lahko zna se zgoditi, da bo dobra naložba za tega Indica. Tako da to je ful to vprašanje, kaj je zares vredno za nas. Ker vedno, ko mi folk reče, to je brez veze, te NFT, ga vprašam, a bi ga sprejel, če bi ti ga dal zastonj. Pa vsak reče ja. Ok, a bi ga sprejel, če bi mogel plačati 100 evrov? Reče ja. No, se pravi, greva nekam do neke vrednosti, se pravi, ni vrednost nič. Zato, vse ima nek element špekulacije. Vse, verjetno se dol gre lahko za 100%, zadeva gre pa lahko za več x. In ko si v takem špekulativnem bablu, ki je itak zdaj nor, se je vol 20, se je čist makro, so ljudje pripravljeni pač tvegati. In ja, pač koliko je nekaj vredno, to, kaj je drug pripravljen plačati. In ja, če so vsi na špekulacijah temelji, pol to lahko noro.